Veliko se je zgodilo ta teden, a? Ste kaj spremljali poročila? Težko se je bilo ogniti, cel svet govori samo o tem, vem, praktično se je bilo nemogoče ogniti, ne glede na to, na kjer kanal si dal. A je tako? Žal bi je ugovor 1. novembra na Svetem Urhu. Katastrofa. In kaj se je zgodilo? Če smo lahko od predsednice republike slišali, da se na današnji dan lahko z globokim spoštovanjem poklonimo vsem, ki jih ni več med nami, pa smo na Urhu lahko poslušali gromovništvo mladega poslanca Svobode Lenarta Žavbija, ki bi mu ga zavidali še najhujši stalinisti iz časov, za katere smo upali, da jih bomo z osamosvojitvijo od diktature zaenkrat za vselej pustili za seboj. To pa ne zveni najbolj, zadeva je očitno resna. Jaz samo upam, da imamo izjavo, da jo lahko analiziramo, kaj konkretno je povedal režija. Ja, malo je subverziven. A se ne moreš tako. Ne moreš tako. Dobro, sploh ti zdaj... 2024, ne. 10 let nazaj še, mogoče 20-30, zdaj pa ne. Dobro, ima pa prav, ne, ker je pa res. To pa je res. Če bi ga podojil prej, bi bil tih. Pa se ne bi blamiral. Tako je, sami ste si krivi. No, ampak zdaj pa res pa je k temi, o kateri govori ves svet. Dovolj zafrkancije. Najstarejši krokodil na svetu je umrl. The world's largest crocodile living in captivity has died at a wildlife sanctuary in Australia. That was Cassius, the crocodile, the saltwater croc, thought to be at least 110 years old. Weighed more than a ton, was 5.5 meters in length. Ja, to pa je zavidljiva starost. 110 let, tono težak, 5 metrov dolg, s tem se težko kosati. Slovenski krokodili so manjši, lažji, starejši, ampak so pa še živi. So pa še živi! Lej! Dobro, zdaj pa dosti zajebanci. Zdaj pa pojmo k glavni temi. Slovenska vojska. To je glavna tema današnjega tedna, oziroma tega tedna. V Celju ta teden poteka dan promocije slovenske vojske. Moja smo edina država na svet, ki rabi ljudi vabiti v vojsko. Pridite! Imamo čokolado, pa igračke, pa kostume. Takole v slogu akcijskega filma Top Gun smo se s pripadniki slovenske vojske dvignili visoko nad Celjem. Top Gun? V slogu Top Gun, ja pa kaj še, morbiti Top Gun zviša. No, morbiti. In kaj ponujajo? Dajmo si pogledati. Polet z letalom, poleti s helikopterjem, upzajlanje oziroma spuščanje po vrvi, razna streljanja z različnimi orožji. To lahko vidiš samo v igricah ali pa v slovenski vojski, ne? Pridite v slovensko vojsko! Zakaj? Ker bomo upzajlali. A nisem jaz tega že... Ja, si, v igrici. V igrici si to videl. No, naša novinarka je sejma prinesla nekaj kosov orožja slovenske vojske. To kar naenkrat pojasni, da je ocena slovenske vojske zmer nezadostna. Za Slovenijo! Dajte ji pomagati. Ja, to je v bistvu novo vozilo slovenske vojske, Perun 4x4, 575 konjev. Ja, vozilo dosti zmore, tako da je, tako ste rekli, je pošast na terenu. Ja. Dobro, zdaj streljati ne more, ampak ima pa 500 konjev. To vozilo je nareto za bežati pred sovražnimi silami. To ta ne v nit Putin v lovo. V strelo, ja, v strelo, v lovo pa ne. Kaj ne rečem, prijavite se slovensko vojsko, pa boste igrice igrali pa dirkali, kaj? Dobro, ne pa da za frekancije, gremo res k glavni temi. Glavna tema tega tedna seveda je NUK praznuje 250 let. A beremo kaj Slovenci, kaj tle? Vse sort take življenje pise imam rajš. Ja, romane, ali pa tako bolj ljubezenske, pa bolj
Take stvarne, nekako fantastično. Ti pa res veliko v knjižnice hodiš, vse posod hodiš, knjige si izposojaš. Deba tiho, leta 60 bil nazadnje v križnici, kaj ti bereš, nič ne bereš. Ti bereš, no zdaj pa dosti neumnosti. Glavna tema preteklega tedna, kot veste, je to. Vlada bo uresničila svoje napovedi o 7-odstotni podražitvi alkoholnih in sladkih pijač, pri čemer navaja inflacijo ter zdravstvene razloge, kot sta poskus zmanjšanja debelosti in bolezni. Sam tega mi ne delati. Sam tega mi ne delati, plis. Pa ne mi lagati. Če bi vas skrbeli zdravje, bi pivo prepovedali, ne pa ga podražili. A imam prav ali nijo? Dobro, da niso kot razlog podražitve navedli še kakšen zeleni prehod. Ma moramo iti na zeleni prehod, iz črnega piva na zeleni čaj. Ne, res. In za koliko točno se bo papir podražil? Kaj? 3-krat? 4-krat? Koliko bi se mogel podražiti, da bi ga nehali piti? -1. Poceniti bi se mogel. Draga publika, dajmo si pogled za koliko. Vlada je izračunala. Pivo bo dražje za 0,03 evra za pol litra piva oziroma pri ceni 1,24 evra za 2 odstotka. Čakaj. Časom malo. Čakaj. To je 3 cente na pol litra, se pravi, če spiješ 10 pirov, je to 30 centov dražje. Pa pejte v p***o mater. Pa kjer je ta denar dobim? Kaj boste še podražili? Zrak? Ma če hitro dihaš, se ti lahko zvrti. Moramo še zrak obdavčati. Čeprav, po 10 pirih, a vi znate še računati, po 10 pirih. Ja, po 10 pirih te je gladko vseeno. Jezni smo zdaj, ker smo trezni, ker vemo, da nas bojo skubili pijane. Barabe, hudičeve. Preden gremo na oglase, mimo grede, a ste vedeli? Spet imamo veze v Beli hiši! I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Now she's done a great job, works very hard to help people. My father-in-law, Victor, is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. To je to. Zmaga. Slovenka, slovenski zet, pa kaj bi radi? Jo. Zdaj imamo spet veze. Mi sam pokličemo, pa je zrihtan. Nadvoz je treba zrihtati nek. Halo? A se mi zavedamo, kako smo mi skromni pa neponosni na dosežke naše krvi v tujini. To je katastrofa. Če bila Trumpova žena Srbkinja, pa me je duž, da bi srbska zastava visela pred Belo hišo. A ne mi reči, da ne. Pa ovalno pisarno bi predelali v čevabdžinico. Majke mi. Kaj pa mi? Nič. Plus, da ne omenjam, da bi bili splavi legalni. V glavnem. Volk sit, koza na splavu. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Kamala v ponovno čistilka v Bel hiš. Metal imamo dost. Lahko bilo pa kontra. Pa bila Kamala predsednica, pa bil Trump hišnik v Beli hiši. Mogoče na naslednjih volitvah. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Bi še kdo kaj dodal? Tudi prav. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.